V Pirčah sem, čisto na meji s Hrvaško. Danes bomo pa pogledali kamionske prikolice pa dvigala od firme HTT Krpan. Z mano je tudi Igor, živ. Živijo. Imam pa že kujeno vprašanje, kva HTT Krpan sploh pomeni. Povej, ja. HTT je pravzaprav sinergija dveh podjetij. HTT na eni strani, ki v osnovi pomeni Heavy Trailer Technology, in na drugi strani Krpana, ki je sinonim za moč in zanesljivost. Prav, združili smo tehnologijo in moč. Osnovna ideja je pa kupcu ponuditi celovito rešitev. Se pravi, na enem mestu lahko dobi dvigalo, nadgradnjo in prikolico. To se pravi, kaj pa se bolj ponujate kot HTT? V osnovi ponujamo seveda gozdarski program, poleg tega je pa HTT močan tudi v drugih segmentih, gradbeništvo, avtotransport, špedicija, specialne nadgradnje in prikolice. To se pravi, da čisto transportna zadeva. Tako. Grem te prvo pogledati prikolice, pa šla pa mi naprej še dvigala, je prav? No, super, zmenem. Uroš, pozdravljen. Živijo. Jaz sem oba lajko timo, pa najbolj, da kar ti malo to porazložiš, kako pa kaj. Lahko. To je prikolica GC22-2R, se pravi, da ima tehnično nosilnost 22 ton, pa raztegljivo rudo. Prikolica stoji na BPV oseh, 22 col velike gume. Gor imamo prečnike, ki so snemljivi. To se pravi, tele roke prestaviš, zdaj je mišljeno, da voziš te dolge zadeve. Rudo lahko raztegnemo do konca. Na tovornem vozilu je še en takšen sistem, kjer je gibljiv, vrtljiv, naložimo hladovino in imamo večji manevrski prostor. Pojde, druga opcija pa je, če sem prav zastopil, da te ročice prestaviš, eno sem, eno pa zadaj. Ročice so snemljive, s kleščami se zagrabi, ročico prestaviš eno spredaj, eno zadaj. Tele vidim tudi tale sistem za gurtne, a je to dodatna oprema, je to že serijsko vse zraven? Tle imamo dodatno opremo, se pravi Auto Nordic napenjalec za gurtno, odpenjanje, zategovanje. To se pravi, ta nažgance. Tako, nažgance. Lahko pride tudi brez vsega, se pravi na navadno gurtno, imate ušesa tle pripravljena. Ročice, a ki veš, v koliko Ročice višini so gre? XTD10, se pravi 10-tonske ročice. Raztegljive so, mislim, da na 2-4 metra, aluminijaste. Kaj pa je fora tele blatnike, so tu lahko dol pobira? Blatniki so snemljivi, potegneš feder, da lahko prideš zraven za servis. A je to bolj za servis mišljen? Tako. Načeloma jih imajo pa skozi gor. Načeloma mora imeti za cestni promet zmontirane. Se pravi, to so zaklepni klini, s tem se zaklene ruda. Tlele vidim, da imaš pol komande, a je to za bremze? Tako, to je za zrak, za blazine, se lahko dviguje, spušča. Tle ima pa funkcijo za zaklepne kline, odpirati, zapirati ter parkirna zavora. Tle prečnike odklenemo z blokado, ter se prečniki lahko vrtijo. To je pa čisto prosto vrtiče. Tako, imajo še nagib, da se lahko prilagajajo, se pravi, hladovini. Da ne špone, kam Tako, preveč tako. Kaj pa je fora, da je tale sistem za gurtne na tem stranu ni bil pa na ustrani, to kažna fora je... Sistem je narejen, se pravi, da ne moreš zamenjati ročice. Ena je zmeraj sprednja, ena je zmeraj zadnja. In jih moraš obračati. In ko jih ti obrneš, recimo, imaš pol napenjalca zmeraj na isti strani, ne? Zajla za dvig prikolice, se pravi, če je premalo manevrskega prostora, zagrabeš z dvigalom ter jo poravnaš z dvigalom na kamionu. To je pa za kakšne gužve note, da sistemu pomaga. Tako. Ja, kaj jaz sem tukaj na kakšnih posnetkah videl, po kakšnih cestah to vozijo, to je noro. Ja. Ok, pa ta zadnji konc. Sem videl, prej sem že samo ogledal, imate take fajne detajle, kot je recimo tudi tale magnetek, da kitne na to včepa, kamarca, led, luči pa je dodatno, a je to dodatna oprema? To so dodatna oprema, se pravi delovne luči. Koliko pa je recimo pa sama prikolica prav tale težka? Sama prikolica v tej konfiguraciji je recimo 3900 do 4 tone težka. A ta je že malo bolj opremljena, verjeten? S polno opremo, tako je, ja. Lahko se dobi mogoče še kakšen v aluminij izvedbi. Odbojnik je aluminijast, brez tega jeklenega korita. Kaj pa tale šasija, tudi vidim, da je močna pojačana, nima šans, da jo zlomiš. Uporabljamo Strengths material S700. Ta je pa že malo drugačen sistem, dvoosna vidim. Tako, GK22-2R, gozdarska prikolica z krmilom. Tehnična nosilnost je 22 ton, 2 osi ter je raztegljiva. To se pravi spet za različne dolžine. Tako, spet, ko je prikolica čisto skupaj, je za recimo od 3 do 5 metrov, raztegne se še za cca 2 metra, se pravi, da imamo tam za 8 metrov hladovino prevoza. Prva aksa je na krmilu, kar pomeni, da se krmilo lahko obrača. Spet je prikolica opremljena z 2 prečnikoma, ter imamo tle še na sredini neko zaščitno prečko, se pravi, da hladovina ne udari po rudi recimo. A to pa če daj tudi kaj zavidga pa to, da... Tako. So pa ročice fiksne na tej prikolici, ne? Ročice so pa na tej prikolici fiksne. Blatniki isto snemljivi, bočna zaščita, klini zapenjalni, enaki kot na prejšnjem produktu.
A tale ima tudi tole, da jo lahko zaslučimo? Tudi dvižno jeklenico sprednji, lahko dvigneš posebej ter zadnji konc posebej. Delovne luči, opozorilne luči, odsevne table. Raztegovanje deluje pa tako, se pravi, odpneš zapenjalne kline, na krmilo ročno zavoro zategneš, ter moraš s kamionom potegniti. Da imaš ti prpeto, pa sam potegne. Tako, zadnje gume zablokirajo. Tukaj noter je klin in zatakne v luknjo. Prikolica je opremljena tudi z zračnim cilindrom za zaklep krmila. Se lahko aktivira s tipko v kamionu. Ti krmilo ne zavija nikamor, se pravi, lažje v rikverc voziš. Čak samo pojco, če je zablokiran, to je čist toga. Tako, je toga. Je pa priporočljivo, da se toga prikolica ne vozi naložena. Kako pa te ročice z višino štelati? Oziroma, da jo povišaš oziroma znižaš? Gor ima nek ekscentrični zatič, s kleščami zagrabiš ročico in jo samo gor potegne. Aha, kaj pa za dol požovkati? Isto, se pravi, ekscenter odpreš, pa jo sama dol pade. Zdaj so na najnižji točki, verjetno greš. Zdaj so na najnižji točki, tako je. Tole pa že urang trosna zvarina. To je pa GK27-3, ki ima tehnično nosilnost 27 ton, se pravi pa na 3 oseh. Z zračnim vzmetenjem pa na 19,5 col gume. Spredaj imamo spet rotirajoče krmilo. A tle imaš še malo drugačen sistem. Tako, spet zaklep krmila, ročna zavora, EBS povezava. A ta se pa nič ne razteguje? Ta je fiksna. Se pravi, 2 prečnika, v sredini imamo še aluminijasto zaščitno prečko. Kako pa je to recimo pa glede kubikov? Ne vem, tale ima isto samo 2 ročice, pa fiksna je, pa na 3 oseh, ne pa na 2 osi, pa dalje preko več kubikov gor spraviš, ampak ta je pa močnej. Ko je naložena, se pravi, koliko se ona obnaša v prometu. Tle imamo recimo od strank zelo pohvaljene, zelo dobre vozne lastnosti prikolice. Tam je pa recimo že stabilnost sama, ne? Recimo, ko je prikolica raztegnjena, ziba se, ne, prikolica. To se pravi, največji point je pa vozna lastnost, tako, če sem pa zastopil. Ta trenutno je v neki mešani izvedbi light in heavy duty, se pravi, da je aluminijasta zaščitna prečka, je aluminijast poden po sredini, pa heavy duty zadnje korito, ki služi obenem tudi isto kot zaščitna prečka, se pravi, da hlodovina ne udari po lučeh, po kameri. Zdaj pa vidim, da so malo drugačni sistemi za gurtnanje. Tako je, zračni napenjalec, pravimo prav domače, gurtno potegnemo ven in potem samo z ventilom odpreš dovod zraka in začne napenjalec zapenjati tovor sam. Kolikor je napetosti, toliko on zateguje. Aha. Kaj pa recimo med vožnjo, če se vse skupaj malo vzgon, pa to, da se molosa? Napenjalec avtomatsko drži konstantno napetost na gurtni. Aha, to se pravi, kar skozi imaš pone. Tako. Kako pa to pa odpneš, oziroma kakšen sistem? Imamo tam, mi pravimo temu odpenjalec, samo mehansko potegneš in gurtna sama se odpne. Prikolica je opremljena tudi z dvižno akso. Ko je prazna, se dvižna aksa dvigne in se srednja kolesa ne obrabljajo. Ko pa je prikolica naložena do določene teže, se dvižna aksa spusti sama. To se pravi, je avtomatski sistem? Tako, avtomatski sistem. No tole pa sploh vidim, da je raketa za kamion, čisto prava. Naša GP39-3S z 3 9-tonskimi osmi, zračno vzmetena, se pravi na 22,5 col gumami. Koliko pa je to nosilnost? Nosilnost je 39 ton, imamo 12 ton spredaj na vratu, pa ostalo na vseh. Tudi vidim, da je šasija skoraj polmetrska. Tako, visoka. Ja, pripravljena je preko kraljevega čepa v spodaj na prikolici, da se priklopi na vlačilec. Ima 4 prečne nosilce XTD10, aluminijaste ročice, 4 zračne napenjalce. To se pravi, to je ful oprema že ta zadeva tudi. Kar lahko dobite, je samo še manj. Se stopam, ja. Tako. Tle imaš še sluštenke, da gor splizaš, ki je malo više nasajena. Za kakšno dolžino pa to tudi koliko? 8 metrov? Spredaj 4 metre hlodovino, zadaj 4 metre hlodovino ali pa recimo v enem kosu 11-metrsko hlodovino. A to lahko predstavljaš te ročice? Te ročice so sicer postavljene na strateško mesto, glede obremenitev, kakšna hlodovina povzroča. Načeloma jih lahko premikamo, ker so samo ovijačena. Zadaj pa isto jekleno korito z lučmi, konfiguracija je tudi zelo heavy duty. No se drugače res Tako. kronka je ta prava. Tle vidim, da je še boks, je tudi pri ostalih opcijah. Na vsaki prikolici, če imamo plac, zmontiramo gor zaboj nekje od 400 do 700 mm širine. V plastični izvedbi ali v aluminij izvedbi ali rostfraj, po želji stranke. Prikolica je opremljena tudi z dvižnimi nogami. Lahko spuščamo, dvigamo, zato da lahko vlečno vozilo zapelje spodaj in zapne. Vidim pa tudi, da imate z lučmi dobro razsvetljeno vseh koncev. Ker je možno, se pravi, dvigala na kamionu, prikolico čim bolj osvetljeno delovno okolje. Zdaj so pa spet z Igorjem skup.
Najbolje se podstopa, da je še dvigal. Ja, tlele pred nami je paradni konj v naši ponudbi, to je model D120Z, prečno zložljivo dvigalo, ponujamo ga v večjih različicah, z dosegom od 8,5 metra do maksimalnega dosega 10,5 metra, za klasično ali low sensing črpalko in pa z različnimi opcijami upravljanja, se pravi od klasičnih komand do hidravličnih ali električnih komand. Imaš tudi na daljinca možnost, da zunaj stojiš pa? Ne, to je možnost pri gradbenih dvigalih, gozdarska dvigala so pa narejena na sistem z visokim sedežem in z upravljanjem s komandami. Dvigala so plod našega lastnega razvoja in znanja. Komplet konstrukcijo naredimo sami, dajemo res velik poudarek tehnike varjenja, kontrolnim standardom, tako da stojimo za kvaliteto in smo tudi suvereni, ponujamo na dvigalo 3-letno garancijo na konstrukcijo. Kaj pa grabaži, imaš več opcij? Koliko se stegnejo? Tudi različnih velikosti, zdaj tole je GR43, bom rekel najbolj pogosto uporabljeno, ki se odpre do 2 metrov. Imamo pa od letošnjega leta ponudbi tudi še večjega GR53, ki se pa odpre do 2,2 metra. Koliko pa to pa dvigne recimo na 10 metrah ali pa na 9? Na maksimalnem dosegu je dvižna moč slabo tono, nekje okrog 900 kg. V področju optimalnega dela 4 do 5 metrov je pa dvižna moč nad 2 tone. No to je spoj kar. Ali gledam tamle zadaj, vidim tale rdeč, tisle sivkast. A je to kakšna fora, je sam novejš model ali je? Ne, v bistvu strankam ponujamo različne opcije barvnih odtenkov. Naša klasična je tale rdeča, drugače pa si lahko stranka po doplačilu izbere različne odtenke po RAL-ovi barvni lestvici. Aha, da so pa je opcija tudi. Kar je še zanimivo, mogoče bi omenil vodenje cevi znotraj distributorja. Cevi so skrite, manj je možnosti poškodb, tako da se operater res lahko posveti maksimalno svojemu delu. Tam pa le vidim, da ima sicer malo za prodažje pa to, ampak tole je pa že next level, tale kabina. Tole je pa v bistvu za maksimalen komfort uporabnika, omogoča delo v vseh vremenskih pogojih. Opremljena je z maksimalno opremo, od webasta do klime, do vzmetenega sedeža z visokim naslonjalom, do radia, LED osvetlitve, do roloja proti soncu, skratka ni da ni. Mater se to je huj, pa v traktorju. To se pravi, se pa tudi verjetno vrti vse z dvigalom in imaš stalen pogled. Drži. Sama kabina se lahko dvigne tudi za dober meter, tako da v bistvu uporabniku omogoča res najboljši pregled nad delom. Ti pa čisto za profesionalno uporabo že. Tako. A je v Sloveniji to, kaj je zanimiva ta kabina, je bolj za tujino? Tudi, bom rekel, v Sloveniji je vedno bolj zanimiva, seveda v tujini je to bolj razširjeno, če gledamo nekje od Frankfurta navzgor. A tele komande so pa takole na joysticka, še kakšna druga opcija? Tole imamo tele opcijo električnih komand, imamo pa še opcijo hidravličnih. To se pravi, če vam jaz pripeljem prazen nov kamion, vi naredite kompletno nadgradnjo. Tako je, celotno rešitev dobite pri nas. A tudi takele rešitve imate, za mlin? Ja, tole je pa naš drug model, D120K, dvigalo, ki je prejeno ravno za delo s sekalnikom, z dosegom je 10,5 metrov, upravlja se pa kar direktno iz kabine preko elektrojoystikov. To se pravi čisto komfortnost, iz volana na komande in to je to. Direktno. Kar je zdaj izpostavil še pri tem dvigalu, da je konstrukcijsko prilagojeno tako, da omogoča res hitro delo, ponavljajoče gibe. V bistvu je en izkušen operater s takim dvigalom na dan v 8 urah lahko namere kar 1500 kubikov sekancev. To pa je storilnost. Kakšno vezo imajo pa HMF dvigala, ki vidim, da jih imate tudi? Ja, to je pa nov segment v naši ponudbi. Krpan skupaj s HTT Krpanom je s koncem lanskega leta prevzel distribucijo za tale dvigala. To so danci, od tam malih 3 ton metrskih pa do velikih 90 ton metrskih. HTT v bistvu v osnovi dela nadgradnje, manjkalo nam je še takole dvigalo, tako da s HMF-om smo pa najdeli to rešitev. Imate pa vse pokriti dobesedno. Tako. Je pa to orang zadeva. Ja, tale je model 2820, to je v bistvu najbolj prodajen model v tem segmentu, z dolžino 15 metrov, dvigalo samo tehta 2,5 tone, je pa res močno, na 5 metrih dvigne cirka 5 ton, na maksimalnih 15 metrih pa še vedno 1,5 tone. A to pa je na daljinčka verjetno tudi vse? Tako, radijsko upravljanje, iz varne daljave upravljaš dvigalo. Takole pride poj goli avto oziroma goli kamion semle, pa ga pa primijo z nadgradno, karkoli stranka pa če, nam ga naložiti. Tu je pa še njihov slogan, for every road, for every load. Za vsako cesto, za vsak tovor. Tamle vidim, da imajo na cara tudi narisan, kva vse devajo. V glavnem tudi takole prikolico naredijo. Sam to bom pa kdaj drugač. To se pravi za gozdarske, tako smo danes gledali, pa imaš tele ceradarje, to ki je tlela pred mano. Tudi rolfote za avte, kiparje, tole ne vem, tudi zgleda z dvigalom. Pa je pa to še nizke, tifladarce, pa sam plato. Tako, kakor slogan prav zgleda. Tudi ima malce mora biti kola, evo. Vsi povabljeni, da jih testirate v
Evo, ti mile, pust Max mile. Prav fandru potaj ga. Je pa tam le majstor v kabin, pojko upravlja fletna. Bolj slab se ga vidi. Evo, zdaj pa še ta klasičen dvigal. Evo, takole ima fleten daljinc, pa rikta, pa upravlja. Tamle bi pa hkrati tudi ročno, se vidi, kako fletna komande devajo. Evo. Takole ga pa premika. 5krat se ven stegne, če sem prav preštel. Še od spredi tale Mercedes. So kar fest. Nič, malo smo pokazali tale kamionski program oziroma HTT Karpana. Zaenkrat je to, v drugo pa mora biti še kaj na terena. Ajde, živ!